O globalnem učenju velikokrat govorimo kot učenju, ki je utemeljeno na določenih vrednotah in promoviranju določenih vrednot. In velikokrat je neka ideja, da če bi ljudi le naučili prave vrednote, potem bi imeli drugačen svet, bolj pravičen, bolj enakopraven. Ampak kot verjetno marsikdo ve, to ni tako preprosto. Ne gre samo za to, da se morda ne bi strinjali okoli tega, kaj te vrednote so. Gre predvsem za to, da problem, ki ga imamo v družbi, ni informacijski, ampak je precej globlji. Veliko stvari, ki so narobe v naši družbi, ki so posledica nekih dolgih zgodovinskih trendov, so tukaj zato, ker nam ustrezajo, da so tukaj. Se pravi, sistemsko nasilje, zatiranje manjšin, izkoriščanje narave. Vse to je prisotno kot nujen predpogoj tega, da imamo družbo, kakršno imamo danes. Se pravi, ne gre za neko sistemsko napako, gre za nekaj, kar je predpogoj, da sistem, kakršnega imamo, sploh obstaja. V jedru ciljev trajnostnega razvoja je nek fundamentalen paradoks in to je, da beseda trajnost in razvoj lahko gresta skupaj, ne. Se pravi, dejstvo, ki se ga vsi seveda zavedamo, je ta, da živimo na Zemlji, ki je fizično omejen planet, vendar na njem želimo imeti nek družbeno-ekonomski sistem, ki je utemeljen na modelu neskončne rasti. To je seveda popolnoma nemogoče. Ta ideja trajnostnosti, sustainability po angleško, je vedno povezana z vprašanjem, kaj je to, kar želimo, da traja, kaj je to, kar želimo ohraniti. In trenutno je ta ideja, se mi zdi, razumljena predvsem na način, želimo ohraniti družbo, kakršno imamo, vnaprej v neskončnost. Ampak to seveda ne gre na planetu z omejenimi viri. In ta paradoks ni nov, ne. Zdaj smo v letu 2022, prvo poročilo o mejah rasti je bilo objavljeno pred 50 leti, 1972. In takrat so v bistvu ljudje, ki so ga pripravili, tisto poročilo, so ugotovili, da če nadaljujemo z načinom življenjskega sloga, kakršnega imamo danes, bomo do leta 2050 bolj ali manj izčrpali vse neobnovljive naravne vire, ki obstajajo na tem planetu. Razpoložljivi podatki, ki jih imamo od takrat do danes, kažejo, da popolnoma sledimo temu vzorcu. Oni so takrat pripravili več različnih modelov, kako bi se človeštvo lahko odzvalo, se prilagodilo na to dejstvo, da je potrebno razumeti, da živimo na omejenem planetu in mi sledimo scenariju, ki so ga oni takrat poimenovali business as usual. Se pravi, ne spremenimo nič. Ja, ta razumevanje koncepta trajnosti se po svetu precej razlikuje, ne. Kot sem rekel, v naši družbi oziroma rečemo temu v zahodnih družbah na splošno, je ideja trajnostnosti usmerjena na to, na ohranjanje nekega ekonomsko-političnega sistema, kakršnega imamo v razmerah planeta, kakršen je. Drugod imajo povsem drugačno razumevanje trajnosti. Recimo, za številne, na primer staroselske skupine, je ideja trajnostnosti povezana v bistvu z nečim, kar ti omogoča preživetje. Se pravi, beseda sustenar, recimo se v španščini ali pa v portugalščini se dobesedno prevede kot tisto, kar te ohranja živega. Se pravi, sustainability oziroma trajnostnost za njih ne pomeni ohranjati nivo gospodarske rasti, ampak pomeni živeti na način, ki ti omogoča, da boš dolgoročno ostal živ. Kar zveni mogoče zelo preprosta stvar, zelo preprosta misel,
ampak je nekaj, česar naš model zgleda ne vključuje.